Dobro jutro, dober dan, dober večer, kjerkoli že ste. Zdaj ste na podcastu Filmarija, ki ga pripravlja Društvo slovenskih režiserjev. Naslov današnje epizode je Na svoji zemlji. Zakaj na svoji zemlji, boste izvedeli kmalu. Tukaj smo z vami Tomaž Gubenšek, redni profesor, dekan Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, Martin Srebotnjak, docent za filmsko režijo, Igor Maksim Košir, zaslužni profesor televizijske režije. Moje ime je Miran Zupanič, jaz sem pa prav tako redni profesor filmske režije. Zbrali smo se ob eni, bom rekel, kar prelomni situaciji, prelomnem času, ko se Akademija za gledališče, radio, film in televizijo po več kot 70 letih končno seli v svoje namensko zgrajene prostore na Aškerčevi v Ljubljani. In zdaj vas bom kar vprašal, dragi kolegi, kakšni so pravzaprav vaši vtisi, kak je vaš odziv? Tomaž, ti si prvi, izvoli. Ja, najprej lep pozdrav. Jaz moram zelo iskreno reči, da sem pravzaprav še vedno študenti imajo dober izraz, v takem nahajpanem stanju, ker je še vedno toliko dela, da se mi zdi, da preprosto nimam časa in prostora za kakršnokoli emocijo. In se mi zdi, da bo to potem, ko bomo začeli delati na Aškerčevi, šele prišlo za menoj. Trenutno sem samo naspidiran. Pod vprašanje, kakšne emocije pa pričakuješ, da te bojo udarile, ko se bo tale stanje omotvičenosti, izgorelosti zmanjšalo? Kaj pričakuješ, kaj se bo zgodilo? Ne vem, mislim, da je glede na to, da sem že zelo na koncu svoje profesionalne poti, pravzaprav en tak neverjeten občutek, en taka prelomnica, prav življenjska prelomnica. Dogajajo se en taki tektonski prelomi, zadeve, ki se nas bodo dotaknile bolj, kot si lahko v tem trenutku predstavljamo. Ne vem pa seveda, v katero smer. To pa težko reči. Mogoče Martin ve. Martin, mogoče veš ti, kako se tebe zdaj dotika in kako se te bo dotaknilo? Kaj praviš? Dotika se me tako, da me stiska, da slabo spim še zaenkrat, se zbujam sredi noči in se sprašujem, če sem pozabil reči, da je potrebno neko vtičnico premakniti za pol metra levo ali desno, v parapetu ali kaj podobnega. Skratka, stvari so zdaj v zaključni fazi dobave, oziroma ne samo dobave, več ali manj že izvedena, ampak priklapljanja te tehnološke opreme, in tukaj pa se vedno pokažejo kakšne težave, ki se sproti rešujejo, zadrege in tako naprej. Tako da vse tisto, kar smo načrtovali, na čemer smo delali 4 leta, se zdaj pred tvojimi očmi sestavlja skupaj, in seveda preden se vse razreši, kot pri vsakem happy endu, upajmo, da bo, je tisti vrh, je tisti finalni obračun z vsemi težavami, in zdaj smo v tej fazi. Tako da trenutno razumem Tomaža in mislim, da opisuje mogoče isto stanje, ampak z drugimi besedami, ali pa sem samo jaz hiperventiliram zdaj, ampak smo tle nekje, se pravi, to je finalni obračun z majem, da bomo lahko to šolo odprli. Tu moram eno pojasnilo dati. Martin je prevzel levji delež odgovornosti za trakte levo od vhoda, kjer se bo nahajal oddelek za film in televizijo, in lahko rečem, da je človek, ki ima ta oddelek oziroma ta del stavbe v svoji glavi, in marsikaj iz tega, kar je zdaj, je pravzaprav tudi prišlo iz njegove glave. Tako da moram reči, da smo ti, Martin, zagotovo lahko vsi hvaležni za to neverjetno natančnost, skrb in nepopustljivost, ki pa verjamem, da bo pripeljala do tega, da bo stavba najboljša možna, kot je pravzaprav v teh danih okoliščinah torej izvedljivo. Tukaj je z nami tudi profesor Košir, Igor Košir. Ti si se že pred nekaj leti upokojil, ti pa imaš verjetno eno drugačno perspektivo zdaj, ali od te izčrpanosti, ali pa od mene, ker moram reči, da sem pa, kar se tukaj jaz priključil, kar malo euforičen, ker nisem obremenjen s temi konkretnostmi, zdaj niti organizacijskimi, niti tehničnimi, vsemi temi stresi, ki jih pravzaprav to prinaša, in se mi zdi, delim predvsem tisti del izkušnje, ki ga je Tomaž pri sebi šele napovedal,
en občutek, bom kar rekel, evforije do neke mere, ampak take se mi zdi malo trezne, pa predvsem pa občutek ene velike prelomnice, resnično ene velike prelomnice, pa mislim, da ne samo za akademijo, ampak upam tudi za področja, ki jih pokrivamo, se pravi gledališče, radio, film in televizija. To je torej moja perspektiva. Igor, zdaj pa tvoje, torej z tvojega majčka pa že odmaknjenega zornega kota. Igor, izvoli. No, jaz celo stvar vidim v nekaj barvah, pravzaprav ne glede na to, da stavbe in notranjosti in zunanjosti še nisem videl. Najprej me seveda preveva zelena zavist. Živel oziroma delal in tako naprej. Študiral sem v stavbi, kjer smo imeli na glavo študente in profesorja približno eno tako razmerje, kot sem na prašiči ali pa na piščančji farmi. Tudi v svojem času, v svojem delovnem času nisem imel niti svojega stola, niti svoje mize, tako da seveda vam zavidam na vse mogoče načine. Druga barva, ki jo sanjam, je seveda neke sorte, pa ne mi zameriti, ampak črna, zaradi tega, ker so časi, v katerih živimo, precej čudno pisani in se potem vse barve zlivajo nekako v črno. Ker vedno, kadar nekaj imate, lahko seveda tudi zgubite. Kadar nimate nič, tako kot pravi Janis Joplin, seveda nimate kaj izgubiti. Tretja barva je pa seveda zlata. Zlata je pa zato, ker vam privoščim, da boste lahko delali. Upam, da boste lahko delali v seveda razmerah, ki sodijo in prisojajo takemu delu in taki dejavnosti, ki ni samo gospodarska ali pridobitna, ampak je seveda tudi visoko umetniška, kar je pa seveda v današnjem času zlata vredno. Igor, hvala. Lepo si nam dal ene spodbude, pa tudi svarila. Tomaž Gubenšek, dekan, ima pregled nad celotno situacijo zadnjih, Tomaž, koliko že? 5 let? Tako da, Tomaž, izvoli. Hvala. Seveda moram najprej povedati eno zadevo, ki si jo mogoče poslušalci ne bodo, vsaj tisti, ki še niso videli zgradbe, ne bodo mogli takoj predstaviti ali pa si zamisliti. Namreč vedeti moramo, da gre pri Aškerčevi pravzaprav za rekonstrukcijo objekta, da v resnici ne gre za idealno postavitev tega, kar mi počnemo, se pravi ustvarjanje na področju uprizoritvenih in audiovizualnih umetnosti, ampak smo morali zgradbo postaviti v mejah bivše fakultete, to je bila fakulteta za kemijo, in obdržati zunanji izgled takšen, kot je bil. Na Aškerčevi imamo 4000 kvadratnih metrov neto površin, ki so namenjene tej dejavnosti. Poleg tega imamo še prostore na Trubarjevi cesti 3, kjer imamo na voljo 2570 kvadratnih metrov neto površin, ki je pa namenjena nekako bolj teoretičnemu delu, upravi, teoretičnim predavanjem. Tukaj je tudi lociran center za teatrologijo in filmologijo akademije, se pravi nekako bolj statične dejavnosti. Akademijo, se pravi prostore na Aškerčevi, smo nekako prevzeli leta 2015 na pobudo takratnega vodstva univerze, to je bil rektor profesor Svetlik, in na tem mestu bi moral še eno zadevo zelo iskreno in zelo z velikim spoštovanjem in zahvalo reči. Namreč takrat je bila ta zgradba že v lasti Filozofske fakultete v Ljubljani. In smo morali prepričati Filozofsko fakulteto, da je odstopila te prostore za reševanje težav akademije, in na tem mestu je bila takratna dejanja profesorica Branka Ramšak zelo dobronamerna, zelo nam je priskočila na pomoč, zelo z enim velikim razumevanjem, tako da je Filozofska fakulteta potem odstopila ta prostor. Potem se je pa pravzaprav kolesje zelo hitro zavrtelo. 2016 smo pristopili k izdelavi investicijske in projektne dokumentacije, 17. pridobitev gradbenega dovoljenja, v istem letu so se začele ojačitve temeljnih
temeljev tal objekta, namreč ta objekt je malo nerodno postavljen, ker je na robu barja in centra in se je malo lomil na pol, pa je bilo treba vse to ojačati. Potem je prišel seveda javno naročilo in podpis za rekonstrukcijo in seveda že rušenje. 16. oziroma 18. se je potem začela rekonstrukcija. Leta 2018 je Univerza v Ljubljani kupila prostore na Trubarjevi 3, kjer smo do takrat seveda bivali kot podnajemniki in od takrat naprej jih imamo tudi v upravljanju. Januarja 2019 so se podpisale pogodbe za dobavo opreme in seveda zdaj smo leta 2020, dela se zaključujejo, veliko je že narejenega, tako kot je Martin rekel, zaključujejo se vdelava tehnične opreme. To seveda je še en tisti, ki se na to malo spoznajo, si seveda lahko predstavljajo, da je to en proces, ki ne bo gotov do novega leta in bo verjetno trajal še krepko v leto 2021, ampak oprema je tu, nekaj še v skladišču, tudi na Trubarjevi in se dostavlja, montira, dela, preizkuša, cele dneve so ljudje tam, garajo na obeh straneh. Se pravi, če si predstavljamo to zgradbo, kot je Miran prej rekel, severni del je nekako namenjen gledališki dejavnosti, južni del filmsko-televizijski, bi pa na tem mestu seveda poudaril, da ne gre za tako strogo ločnico, da se ta dva severni in južni del ves čas prepletata, posegata drug od drugega, sodelujeta, so določene stvari, ki se izvajajo iz gledališkega oddelka tudi na južni strani in obratno, tako da kljub neki tehnični rešitvi gre za enotno zgradbo in simbiozo vseh, ki smo tam noter. Ocenjena vrednost celotnega projekta, s tem mislim tudi nakup stavbe na Trubarjevi cesti 3, je 22 milijonov evrov. Znotraj teh gabaritov smo pač morali vsa ta dela izvesti, opraviti nakup, spravi kompletna rekonstrukcija, ki jo je vodila investicijska služba Univerze v Ljubljani, nakup kompletne opreme, spravi vse, kar je tu, kar lahko vidimo, je šlo iz teh sredstev. Tomaž, hvala. Tukaj bi tebe, Igor, prosil, predvsem za tiste, ki ne poznajo te specifike izobraževanja za umetniške poklice na naših področjih, zakaj pravzaprav nismo zadovoljni z nekimi, klasičnimi učilnicami, nekimi klasičnimi predavalnicami, kaj mi toliko težimo s temi nekimi odri, pa studiji, pa ne vem čim vse. Žal moram imeti mehano zgodovino, ampak zato, da bodo ljudje sploh vedeli, kako je nastala, je treba povedati, da so matičarji že koncem leta 1945 ustanovili Akademijo za igralsko umetnost. To je bila prva visoka šola v Jugoslaviji v tistem času za te poklice. Ustanovili so jo pa neki zanimivi matičarji. Tam je bil glavno gibalo, glavni nekak motor te zgodbe, seveda Filip Kombatovič Kalan, znamenit predvojni komunist, pa medvojno visok funkcionar, pa ustanovitelj partizanskega gledališča, skratka komunist, ki je pa vse življenje hodil po svetu z metuljčkom, govoril nekaj jezikov svetovnih, pisal v nekaterih jezikih in tako naprej. Skratka, bil je humanist v najboljšem in najžlahtnejšem pomenu besede. Drugi zelo znameniti matičar je bil predvojni, visok, katoliški razumnik, intelektualec, profesor dr. France Koblar, pokončen mož iz železnikov, potomc železarjev, poštenjak do kraja svojega življenja. Potem je bila pa ena čisto prava pruska grofica Marija Vera in en zelo znamenit pevec, ki je žal izgubil glas, postal igralec, bil svetovljan na odrih po Evropi, gospod Ivan Levar, ki se jim je pa potem naslednje leto pridružil še znamenit svetovljan tudi. Med ostalim je bil tudi šef baleta v Hitlerjevem gledališču Münchenskem, gospod Pino Mlakar, velik Jugoslovan in velik gospod, ki
nas je kot vsi ostali ne samo učil, ampak tudi zelo, zelo pošteno vzgajal. Zato seveda so vsi ti vedeli, da seveda se tega poklica in takih poklicev nimajo kaj učiti, ali pa nismo imeli kaj učiti s papirja, ampak je bilo treba vsako stvar preskusiti, pokazati, in tega smo se držali v vseh slabih in dobrih časih od začetka do konca. To je seveda pomenilo, da smo tudi kako leto ali 2 ali 3 dlje študirali, ker je bilo treba vse stvari seveda in teoretično in praktično utemeljiti, zapisati, pokazati in tako naprej. Ampak to nas je potem pripravilo na delo v gledališču, pri filmu, na televiziji potem do take mere, da smo lahko kadarkoli in kakorkoli sodelovali s komerkoli na tem svetu in da smo bili v nekem času tudi seveda, da ne rečem v konici tega raziskovalnega in praktičnega sveta. Ne nazadnje, Filip Kumbatovič-Kalan je bil eden od ustanoviteljev Mednarodne zveze za gledališke raziskave in gledališkega inštituta, ki ima še danes svoj sedež v Goldonjevi hiši v Fari svetega Tomaža v Benetkah. Seveda, kakršnekoli besede o tem, da smo bili zatirani, da smo bili ne vem kako doktrinarno vzgojeni, ne bodo držali. Je pa res, da je vsaka umetnost seveda do neke mere tudi raziskovanje v smeri, ki politikom niso vedno po volji. Hvala lepa, to je približno vse. Zdaj, če se vrnemo malo na čisto ta osnovni prostorski moment, lahko ugotovimo, da je oblast akademijo najprej postavila v eno od stanovanj v Dukičevem bloku, to se pravi v centru Ljubljane, in tukaj je akademija ostala do leta 1949, ko so nas, kot še takrat Akademijo za igralsko umetnost, premaknili, naselili v del frančiškanskega samostana na Nazorjevi cesti, oziroma malo prej se je še imenovala frančiškanska. Skratka, mi smo takrat res dobili kletni del, pritličje in prvo nadstropje te relativno nove in pravzaprav dosti dobre stavbe na Nazorjevi ulici, jo tudi predelali. In kar je zelo zanimivo, je to, da je pravzaprav od tega leta 1949 naprej, se pravi, ker je bilo srce pravzaprav te stavbe, je bila gledališka dvorana, gledališka dvoranica, to je bila nekdanja kapela. To je bila nekdanja kapela tega frančiškanskega samostana in se pravi, v bistvu so naše generacije in generacije igralcev in režiserjev se šolale v nekdanji kapeli. Skratka, na nek način je oblast poskušala ustvariti neko novo kulturo, ki je pa seveda v veliki meri še vendarle izvirala starih tradicij. To pa je kakorkoli bilo v tej rastoči akademiji že na začetku pravzaprav prostorsko gledano nezadostno. In zdaj bom te prosil, Tomaž, kot igralca, tukaj bomo imeli nekaj citatov na ta problem neustreznih pogojev prostorskih, opozarja rektor France Koblar, prej omenjeni, že v pismu Svetu za prosveto in kulturo Republike Slovenije leta 1955. Se pravi, leta 1955 se že začnejo stiske. In pazite, leta 1955 se začnejo stiske, ki še niso bile oziroma so zdaj rešene. Recimo v zadnjih, naprimer, 5 letih so se to razrešile. Toliko časa je ta skupnost, ta narod potreboval za to, da bi ustvaril pogoje za eno od vitalnih umetniških praks v Sloveniji. Zdaj pa, Tomaž, če si tako prijazen, da ne bom jaz poslušalcem mučil svojim štajerskim naglasom, če prebereš torej 2 stavka rektorja Franceta Koblarja iz leta 1955. Rekel je: potrebni bi bili še prostori za študentsko organizacijo, prostori za profesorje, ki nimajo sedaj na razpolago nobene delovne sobe. Prostori so tesni in je redno praktično delo včasih zelo težko. S potrebnimi kostumi nam pomaga uprava SNG v Ljubljani. Pohištvo je dobila akademija od bivšega federalnega zbirnega centra, ter ga bo treba prenesti v stalni inventar akademije. Hvala, Tomaž. To je bil torej France Koblar leta 1955. Očitno nobenega omembe vrednega odziva na to rotenje pravzaprav ni bilo. Potem se zgodi leto 1963, ko se akademija
preimenuje in seveda preobrazi iz Akademije za igralsko umetnost v Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo. Se pravi, na tej nominalni ravni postane naenkrat zelo skoraj monumentalna, ne? Ampak dejansko se pravzaprav niti v prostorskem, niti tehničnem smislu v resnici skoraj da nič ne spremeni. Igor, ti si začel študirati 2 leti kasneje, leta 65, pa nam prosim na kratko povej, v kakšnih prostorskih tehničnih pogojih je takrat potekal študij filmske in televizijske režije. No, najprej je treba povedati, da je bil ta študij samo pridružen pravzaprav gledališkemu študiju. Študentje tega oddelka smo morali praktično narediti 2 diplomi. Ena je bila gledališka, to pomeni, da smo pri profesorjih Kombatoviču, Koblarju in Kralju naredili izpisali diplomsko nalogo, kakih 100 strani, in to ne po literaturi, ampak iz arhivov. Nastopali in režirali smo en velik del gledališkega programa, tudi to se pravi, nastopali smo pri posameznih vajah. In seveda pomenilo je to tisto, kar sem že omenil, da smo kakšno leto morali študirati, tudi to, da seveda nismo dobili inskripcij, frekvenc in takih stvari v času, ko smo morali snemati filme. Brez njih pa tudi na tem svojem filmsko-televizijskem področju nismo mogli napredovati. To se pravi, morali smo delati praktične vaje, morali smo delati vaje in hvala Bogu smo imeli izvrstne učitelje, od Franceta Brenka, ki je pravzaprav kljub vsemu, kar danes o njem govorijo, vendarle tisti, ki je Slovencem film gori postavil, do zelo zanimivega pedagoga, ki je napol pozabljen, dr. Boris Grabnar, pa potem Jrč Kragelj, pa Franc Žižek in še marsikdo, predvsem pa izvrsten mojster fotografije, filmske in televizijske kamere Milan Kumar, o katerem danes tudi malo kdo kaj ve. No, to je pomenilo, da smo delali včasih tudi v 3 izmenah po 8 ur, v tistih konicah, ko je bilo treba filme zmontirati. Montirali smo na Vibi, na njihovih montažnih mizah, takole od 6 zjutraj do 2 popoldne, prva izmena, druga izmena od 2 popoldne do 10 zvečer in tretja izmena od 10 zvečer do 6 zjutraj. Prostorski pogoji so bili že omenjeni. Hvala Bogu, se pravi, smo imeli pa res srečo, da so nas vodili ljudje, ki so do potankosti poznali in filmsko proizvodnjo in televizijsko proizvodnjo in seveda vse okrog, kar zadeva politiko, kulturo in podobne pogoje, v katerih smo bili že takrat prisiljeni delati in na kar so nas seveda vnaprej opozarjali, predvsem France Brenk, ki je seveda imel z tega področja zelo pestre izkušnje in nam je marsikaj tazga, kar je danes tudi zelo, zelo uporabno in vidno povedal, predvsem v zvezi s tem razmerjem družbe do filma in televizije. Ne pozabiti, ob začetku Prve svetovne vojne so v slovenskem gledališču odprli kinematograf. In ker se družba seveda tudi po naključju ni upala upreti oziroma ni upala oporekati oblasti, se je seveda vsa kulturna srenja na Slovenskem napirila proti filmu in takrat je cela vrsta teh zapisov in mnenj in podobnih zadev, ki napadajo film in ki nekako film obtožujejo, da bo uničil slovensko kulturo, slovenski jezik in tako naprej, ne glede na to, da je Francoska akademija že zdavnaj film
uradno proglasila tudi za umetnost, se je takrat vsa kulturna javnost na Slovenskem nekako uprla filmu in to se ji je vlekel desetletja in desetletja in se bojim, da se ji zna še danes in da se bo to poznalo tudi še v prihodnje. Hvala, Igor. Tukaj bi zdaj se spet vrnili nazaj, torej smo v 60-ih letih v tem stisnjenem delu samostana frančiškanskega na Nazorjevi, kjer se gnetejo profesorji, študentje, nepedagoški delavci. Klije neko nezadovoljstvo, neko nelagodje, o katerem nam poroča v listu Akademije leta 1969 rektor Ivan Jerman. Pa Tomaž, če si tako prijazen, bi te prosil spet za 2 citata. Izvoli. Če smo doslej samo opozarjali in iskali možnosti, da bi prišli do prepotrebnih učilnic, bomo morali za naprej zastaviti vse sile za neodložljivo rešitev tega vprašanja, ki že močno ovira študij. Notranje vprašanje šole lahko urejamo in rešujemo sami. Smo pa popolnoma brez moči, kadar je treba operirati z milijoni, ki jih nimamo in do katerih ne bomo prišli brez pomoči družbenih faktorjev. Ne upamo si predlagati takšne rešitve delovnih prostorov, za kakršne so se odločili v Beogradu, kjer zidajo pravo akademijsko mesto z gledališko in kinodvorano v Novem Beogradu, v katerem se bodo vselile vse 4 akademije. Upravičeno pa smemo zahtevati vsaj toliko prostora, da se ne zadušimo. Našteta vprašanja, ki v enaki meri zadevajo profesorje in študente, vnašajo v zavod nemir, včasih tudi napetost, česar ni mogoče prezreti. Je pa to obdobje zelo pomembno. To je obdobje velikih študentskih nemirov, demonstracij, nekega prebujanja, ki je porodilo tudi precej bolj kritične in izjemno artikulirane odzive, ki so bili takrat objavljeni v reviji Sodobnost. Cela plejada mladih študentov ali diplomantov akademije je bila izjemno kritična in hkrati tudi zelo analitična, moram reči zelo argumentirano, so razmišljali pravzaprav o akademiji in seveda tudi akademiji v kontekstu širšega kulturnega prostora. Tako da, Tomaž, te bom prosil, bomo samo vzeli kot primer Dušana Jovanoviča in torej njegovo izvajanje v reviji Sodobnost. Prav tako leta 1969. Tomaž, prosim. Če danes primerjamo stanje v jugoslovanskem in evropskem gledališču, filmu in televiziji z razmerami v ustreznih slovenskih ustanovah, lahko brez pretiravanja z lahkoto ugotovimo, da bolj ali manj močno zaostajamo za vsem, kar je v Evropi novega, progresivnega. Še več, ne zaostajamo samo na nivoju novih tendenc, eksperimentov in raziskav, temveč tudi na ravni znanih, ustaljenih, tako rekoč klasičnih modelov stroke, obrti, tehnike. Nimamo eksperimentalnega gledališča, nimamo avantgardnega gledališča, nimamo niti enega samega filma, ki bi, ne glede na svoj idejno-estetski profil, karkoli pomeni v evropskem ali svetovnem merilu. Nimamo bleščeče, žive, aktualne TV proizvodnje, nimamo enega samega muzikala, nimamo ene same do popolnosti dobro narejene klasične predstave, klasičnega avtorja, nimamo pantomime, nimamo estrade, imamo pa že več kot 20 let AGRFT. Ta je po svoji organizacijski, metodološki, kadrovski in vsebinski strukturi verna kopija približnosti, povprečnosti, srednjakarstva in malomeščanskega okusa tistih kulturnih tvornosti in institucij, ki spričo svoje nespecializirane univerzalnosti, didaktičnosti, ideološkosti, moralizma ter vsesplošne zastarelosti, zaprašenosti in okostonelosti doživljajo danes temeljno krizo na ravneh vizije, komunikacije, trga. AGRFT je potrebna temeljite reforme. V osnovi se je potrebno otresti didaktičnega pritiska, teoretičnega pozitivizma ter senilnega instruktivizma in uveljaviti načelo dosledne kreativne navzočnosti slušateljev. Teoretični kurzi ne bi smeli biti duhamorna, dolgočasna in dolgovezna reprodukcija muzejev in zgodovine, fabul, zaslug, smešnic, letnic in podobnega, temveč zgoščena in eksplozivna, živa in koristna informacija, odprta predstavitev vrste pomembnih problemskih jeder.
Za praktični del pouka veljajo podobne pripombe. Premalo je intenzivnega delovnega napora, premalo tveganja, premalo raziskav in preveč šablone, diletantske stihije in naključnega tavanja. Kar zadeva režijo, lahko mirno trdim, da šola ne daje dovolj tehničnega in obrtnega znanja. Tako je torej pisal Dušan Jovanovič v Sodobnosti leta 1969. Kljub temu pa se politika ni odzvala na vsebinski način, ampak tako, kot to sicer rada počne, zgolj na formalnega. Vse 3 akademije leta 1975 vključijo v univerzo in spet se ponovi zgodba novega dekana, tokrat filmskega režiserja Franceta Štiglica, ki za časopis Dnevnik leta 1976 pravi takole. Akademija za gledališče, radio, film in televizijo nima dovolj prostora, kjer bi lahko uresničevala svoj študijski program. Ni dovolj predavalnic, ateljejev, skupnih prostorov, pri tem pa ima organiziran poseben individualen študij. In seveda tako kot ponavadi se ni zgodilo nič, oziroma kot je bila neka stalna politična praksa, se spet ni zgodilo nič, dokler se ni leta 1986 zgodil študentski bojkot, ker je med drugim bil zelo, zelo izpostavljen tudi problem prostorov. V resnici se ni zgodilo spet nič, oziroma zgodilo se je zelo malo. Namreč akademija je od Mestne občine Ljubljana, oziroma takrat je bila to torej občina Ljubljana center, dobila celotno stavbo na Nazorjevi, se pravi tudi zgornji 2 nadstropji, ampak tudi tukaj je bilo pravzaprav eno danajsko darilo, namreč v teh 2 nadstropjih je bilo skupaj še 31 stanovanjskih enot, seveda naseljenih. Tako da je potem akademija naslednjih, lahko rečemo več kot 20, moče 25 let, postopoma izpraznjevala te nekdanje samostanske celice in tako kot so ljudje bodisi odhajali, bodisi umirali, se potem počasi preselila tudi v zgornje prostore in nastalo eno prav zelo bizarno prežemanje torej akademije kot visokošolske ustanove in teh pogosto zelo, bom rekel, betežnih in na robu, socialnem robu živečih posameznic, ki so tam životarili, hodili potem po hodnikih z svojimi nočnimi posodami ali s tem, kar so skuhali v teh malih sobicah. Skratka, bila je pravzaprav ena dvojna mizerija v resnici. To je bil čas ene dvojne mizerije, ki se je mi pravzaprav, ki smo notri v tem živeli, niti v resnici nismo tako zavedali, ker smo vse sprejeli kot, bi temu rekli, zdravo zagotovo. Ne? No, kljub temu je takrat akademija celo načrtovala, da bi se še na strehi oziroma na podstrehi dvignila, da bi se naredila zgoraj še ena etaža, ena gledališka dvorana, ampak tukaj se je potem odprlo vprašanje statike, ki bi ga bilo mogoče celo kako rešiti, ampak zgodila se je osamosvojitev in stavba je bila vrnjena nazaj frančiškanom v last, ne pa še v posest. Akademija je še vedno bila v statusu najemnice. Bivali smo torej v posameznih celicah, predelovali te celice, podirali stene, delali neke male učilnice, medtem so naši sosedje, da tako rečem, umirali. Imamo primere, ko je profesor Košič našel mrtvega, tako rekoč soseda, ki v njegovi celici, torej stanovanju. No, potem smo tisti 2 celici povezali, nastala je lepa pisarna za oddelek za dramaturgijo. Tako smo se širili na en, bom rekel, skoraj da že nadrealističen način. Vseeno je ta stiska potem rodila spet nek novi, vidimo, da se kar naprej pravzaprav kotalijo neka protestna prizadevanja, neki protestni vzgibi. Zelo močno protestniško gibanje se je ustvarilo leta 2004 vseh 3 akademij. Protestirali smo pred ministrstvom za šolstvo, pred parlamentom, pred mestno občino. Naš kolega Dušan Jovanovič je uprizoril simbolen samomor pod Prešernom na Prešernovem trgu in za čuda se nam je zgodila obljuba, da bomo dobili vse 3 akademije, projekt akademij na Roški cesti. Zdaj, Martin, kako si ti gledal v tisti fazi, ko se je ta Roška cesta nam obetala kot torej novo gradnjo vseh 3 akademij, kako si ti gledal takrat na ta projekt? Ja, tega projekta pravzaprav ne poznam dobro, ker nisem bil vpleten. Mislim, da si bil takrat, Miran, ti bolj vpleten v to, tako da teh načrtov, mislim, kolikor sem videl, pač te tlorise, arhitekturno rešitev, ki je bila izbrana, tisto sem delno pač poznam. Vsekakor je šlo za projekt,
ki bi ga s temi besedami, ki so danes popularne, lahko imenovali kot nek razvojni projekt, ki bi se lahko seveda zelo krepko financiral iz kakšnih evropskih sredstev, kot povezovalen, kot v stiku z, v narekovajih, z industrijo, ne. Se pravi projekt neke novogradnje, ki na enem mestu združuje 3 umetniške akademije, ki skozi sinergijo lahko ustvarjajo neke neko novo dodano vrednost, ne samo v polju ustvarjanja ali pa umetnosti, ampak tudi v stiku z družbo, ne. Tako da z nekimi novimi nastavki za razvoj posameznih strok, pa tudi za najprej spoznavanje, na to pa tudi širjenje teh strok čez svoje okvire, ne. Tako da mislim, da to je bil en ključen moment, ki je izostal s tem, ko pač ta rešitev se ni mogla izpeljati, ker je bila že v zibko, je bil pač položen, kako bi rekli temu, tumor te ideje, ne, ki je onemogočil, da bi se ta stvar zares izvedla. Tako da te priložnosti država ni izkoristila, se pravi, akademije so bile seveda zelo za, ampak država te priložnosti ni izkoristila, pa če hočete družba. In pač to je nekako spomin na neko dogajanje v preteklosti, ki bi lahko obrodilo sadove, pa tega ni, ne. Vsekakor ta projekt je bil, če primerjamo z današnjim projektom Aškerčeve, se pravi teh produkcijskih prostorov, ki so na Aškerčevi, je bil ta projekt Roške pravzaprav veliko bolj grandiozen, no, vsaj zdi se mi tako, ne. V smislu nekih, predvsem teh prostorov za javne produkcije bi bili najbrž večji, prostornejši in tako naprej, več bi jih bilo. Tako da tukaj pač Aškerčeve na nek način, kot je že Tomaž omenil, v to omejeno strukturo, ki mora ostati ista, so nekako vse te vsebine nekako stisnjene, da na nekih gabaritih najmanjših možnih funkcionalnih vrednosti lahko sobivajo, soobstajajo, ker so potrebne, ampak nič več kot to, ne. Hvala, Martin. V bistvu si me izzval tudi mene k enemu komentarju. Mislim, da je projekt 3 akademij na Roški, ki smo ga torej si izborili leta 2004 in naj bi bil potem dejansko dokončan leta 2007, največja zamujena priložnost za spodbudo slovenski umetnosti, in odgovornost, da ta projekt ni bil realiziran, seveda nosi slovenska oblast, če hočete slovenski politični razred. Kajti tukaj bi dejansko na enem skoncentriranem prostoru se prežemale dejavnosti vseh 3 akademij, ustvarjale bi se nove kvalitete, ravno v tej interakciji, v pogojih, ki bi bili tudi dejansko tehnično, prostorsko boljši, kot jih bomo zdaj imeli na teh raztresenih lokacijah. In tukaj pač torej zdaj vidimo v kontekstu Roške, da smo mi zdaj v bistvu, tako kot se veselimo, in jaz lahko rečem osebno, da sem tudi srečen, da torej se je ta problem zdaj rešil pač na Aškerčevi, je pa vendarle treba vedeti, da je torej kulturna politika in lahko rečemo slovenska politika nasploh zamudila priložnost, zgodovinsko priložnost, da za umetnost slovensko res naredi tisto, kar bi lahko naredila. To je velika zamujena razvojna priložnost bila, ki bi absolutno ne vplivala samo na umetnost kot tako, ampak dejansko na širšo družbo. In zdaj, tako kot si rekel, Martin, tega se pa moramo tudi zavedati. Ta projekt nam je bil od začetka dan kot kukavičje jajce. Kajti od samega začetka smo mi zidali gradove na oblaku, torej na zemljišču, ki je bilo v enem delu v denacionalizacijskem postopku. In po mojem razumevanju bi Ministrstvo za šolstvo, ki je to zemljišče univerzi v bistvu predalo, oziroma izkazalo namen, da ga preda, seveda moralo vedeti. Se to je nulta stopnja, da ti veš, kaj daješ naprej. Ne? To se pravi, mi smo bili zavedeni od tistega leta 2004 dalje, ampak potem so bila potrebna leta in leta, da smo to dojeli, ker je to tako zelo neverjetno. Mislim, to je neverjetno, da ti oblast ponudi nekaj, kar de facto mogoče sploh ne bo ostalo v javni lasti.
Ne? In na tej točki jaz moram reči, da se seveda potem pokaže pričakovanje nas državljanov do oblasti, da korektno upravlja z javnim interesom kot nekaj absolutno naivnega, za kar potem seveda ceno plačujemo, ne samo mi kot posamezniki, to še ne manj pomembno v resnici, ampak zato dejansko potem plačuje ceno celotna skupnost. In to je zdaj tista točka, kjer se v bistvu vračam na to, kar je Dušan Jovanović pisal leta 69, ker mislim, da je imel zelo, zelo prav. Ne? In vse to, kar je v resnici bilo doseženo in kar potem, če bomo šli po kronologiji naprej, bo še doseženo, je v resnici nastalo zaradi nas, zato da nam, bom rekel, že enkrat vržejo nekaj, da bomo dali mir. Jaz to tako razumem. To je trajalo v bistvu 70 let. Ne? Da bi pa oblast sama po svoji volji nas vprašala, poslušajte, kaj je za vas optimalno, mi želimo to zgraditi, nikoli se to ni zgodilo. Nikoli ni prišel noben, da rečem, minister za šolstvo do dekanov, do akademij in je rekel, poslušajte, dajte nam povedati, kaj potrebujete, mi bomo pa zagotovili sredstva za to. Nikoli se to ni zgodilo. Trkali smo desetletja na njihova vrata. In če zdaj gremo naprej, se vrnemo spet na Nazorjevo, zgodi se nam v drugi polovici, se pravi tam nekje po letu 2008-2009, bolonjski proces. Na naši akademiji se uvedejo nove smeri, še vedno v istih prostorih. Izkoristimo klet, kjer je bila nekoč deponija premoga, recimo, za še eno majhno gledališko vadnico, dvoranico, kjer si naši kolegi pomagajo, zato ker je pač nekako čudno zalomljena, s tem, da na strop vežejo oziroma pritrjujejo cestna ogledala, ne, da bi lahko publika, ki gleda predstavo iz vseh zornih kotov, pač tudi iz tistih mrtvih kotov to videla. Hočem reči, ta stiska akademije je v resnici bila nepojmljiva, z nekega profesionalnega zornega kota nepojmljiva. V teh prostorih se v resnici kaže odnos družbe do šolstva in, bomo rekel, do umetnosti kot take. Nam je seveda tam nekje okoli leta 2012 postalo jasno, da je Roška iluzija, da je Roška mrtev projekt in takrat smo začeli potem iskati nove možnosti. Prva možnost, ki se nam je pokazala, je v resnici bil potem en zapuščen objekt na Kvedrovi, ker je ena od vlad izgnala dobesedno kinoteko in verjetno z nekimi drugimi bolj poslovnimi interesi, ampak se tisti interesi niso mogli realizirati. In recimo že tam se je pokazalo, kako je pravzaprav samo na tistih približno 650 kvadratnih metrih predvsem katedra za televizijsko režijo, ki je dobila neke v bistvu minimalne pogoje zaživela. Zdaj, če bi rekli spet, pogledajte, leta 2012 najdemo celo v koalicijski pogodbi zavezo, da bo politika torej zagotovila, se pravi, zgradila umetniške akademije. Leta 2012 nič se ni zgodilo. Mi protestiramo in največ, kar smo potem lahko dosegli, je bilo takrat, da smo se leta 2014 preselili v najeto stavbo na Trubarjevi, takrat še najeto, ampak z opcijo odkupa, in potem smo torej priveslali do te stavbe končno Aškerčeve, o kateri pa Tomaž si že ti povedal. Se pravi, to je zdaj neka taka zelo, mogoče za koga dolgovezna, ampak v bistvu zelo skrčena geneza tega desetletja trajajočega prizadevanja, s katerim mislim, da moramo nekako uzavestiti, v kakšnem pravzaprav duhovnem okolju mi v resnici živimo. Kajti to gre v resnici za duhovno okolje. In to duhovno okolje je izjemno malomarno do vrednot, kot sta umetnost in kultura. Zdaj pa, da gremo iz, bom rekel, mogoče malo bolj črne plati v svetlejšo in bolj pozitivno, pa si zdaj mečkam pogledamo, kaj nam pravzaprav Aškerčeva v resnici taka, kot je, ponuja. Ja, mogoče najprej treba povedati poslušalcem, da ta zgradba na Aškerčevi ima 5 nadstropij. To je višina, s katero smo lahko delali, s tem, da smo se na gledališkem oddelku odločili, da 4. in 5. nadstropje združimo, tudi zaradi statike seveda, da naredimo noter neko večjo dvorano, ki bo dopuščala tudi malo bolj klasičen gledališki program. Tako da je na severnem traktu nam je uspelo postaviti 6 gledaliških dvoran, eno plesno dvorano, glasbeno predavalnico, eno klasično predavalnico, potem pa seveda še vse pripadajoče infrastrukturne prostore, kot so garderobe, fundusi, pralnice, šivalnice kostumov, delavnice in tako naprej. To je ena taka zelo skrčen pogled na ta severni
severno stran hiše. Dovoli, da z mojim podvprašanjem tale skrčen pogled malo razkrčiva, pa mi prosim malo povej, koliko bojo pravzaprav imeli ti prostori tudi kapacitete tudi za publiko, ker zdaj bo mogoče imeti več javnih produkcij, celo mogoče sporedno, če bo tako, mogoče malo z tega zornega kota, se pravi, dostopa javnosti. Ja, vsi prostori so seveda opremljeni tako, da lahko nudijo javni dostop, se pravi zainteresirani javnosti, da pride pogledati predstavo. Največja gledališka dvorana, ta, ki je čez 2 nadstropji, lahko sprejme do 120 gledalcev. Potem imamo 3 srednje gledališke dvorane, ki sprejmejo približno 60 gledalcev, in 2 manjši, ki sprejmeta 40 gledalcev. Tu, kot si lepo omenil, seveda lahko tečejo zadeve vzporedno, lahko tečejo vzporedno seveda tudi z oddelkom za film in televizijo, ima pa zgradba eno omejitev, in ta omejitev je, da zaradi požarnega načrta lahko tečejo noter prireditve, kjer skupni seštevek obiskovalcev ne presega 500. Se pravi, da AGRFT je v enem trenutku sposobna gostiti 500 gledalcev, več pa zaradi evakuacijskih načrtov ne moremo imeti. To pa vsekakor pomeni, recimo, če zdaj odmislim filmski del, ki ima seveda tudi svoj javni del, tako rekoč lahko na vseh dvoranah tečejo predstave vzporedno. No, Martin, pa prosim, pripelji nas še ti majčken skozi ta južni trakt oziroma južni del stavbe. Ja, torej v isti stavbi smo nekako želeli ali pa je nekako nujno potrebno zaobjeti vse faze nastajanja audiovizualnega dela, pa potem vse do zaključnega stika z občinstvom, kar pomeni, da smo v ta del vključili od kinodvorane, ki se nahaja v pritličju, torej v smeri proti Rimskemu zidu, ki ima 96 sedežev, se potem širi naprej v predavalnice v prvem nadstropju, eno malce večjo za 49-48 slušateljev, pa 2 manjši. Potem pa v drugem nadstropju je zvokovni del, zvokovni trakt, kjer je snemalnica zvoka z gluho sobo, mešalnica zvoka in pa 2 zvočni montaži. V tretjem nadstropju atelje za fotografijo in animacijo, pa vadnica, se pravi nek manjši studijski prostor za snemanje enostavnejših študentskih vaj. In skozi vse ta nadstropja od pritličja do 3. nadstropja se v desnem krilu stavbe nahajajo v manjših prostorčkih montaže, kjer bojo lahko študenti v fazi postprodukcije zaključevali svoja audiovizualna dela. Teh montaž je 10, pa še ena učilnica je takšna, ki omogoča praktično večji skupini slušateljev ogled ali pa predavanje ali pa predstavitev dela v teh prostorih, in pa 2 prostora za barvno korekcijo kot zaključno fazo obdelave slike. No, v 4. in 5. nadstropju pa se nahajata v 4. nadstropju tako imenovani mali studio in v 5. veliki studio, torej 2 studija v površine 80 in pa 150 kvadratnih metrov. Zdaj, kot je že Tomaž omenil, ta stavba seveda omejuje s svojimi gabariti, s svojimi prostorskimi merami, se pravi, samo v 5. nadstropju je pač strop višji kot 4 metre, sicer povsod v vseh nadstropjih je strop 4 metre, kar je sicer razmeroma visoko, ampak za vsakršno studijsko delo je pa to tista najnižja spodnja meja, da lahko se normalno postavljajo luči pod strop in tako naprej. Tako da v 5. nadstropju pa je ta strop višji od 5 metrov, tako da omogoča vsaj približno, tudi malo bolj resno delo z svetili. Tako da v 4. in 5. nadstropju sta studija seveda večnamenska, se pravi ne zgolj za filmsko snemanje, ampak tudi televizijsko.
In sta povezani, v vsakem od teh nadstropij so tudi pomožni televizijski prostori, se pravi televizijska režija. V 5. nadstropju se režija loči na zvokovni in slikovni del in s ostalimi pomožnimi prostori, ki so pomembni. Tako da nekako to tvori neke sklope, ki lahko obratujejo, delujejo posebej, in pa potem še končna režija, ki oddaja program v eter, v primeru akademske televizije ali pa tako naprej, kjer se lahko torej v živo oddaja program iz kateregakoli od teh studijev ali pa recimo prenos iz katere od gledaliških vadnic ali gledališke dvorane ali iz kinodvorane, če je neka prireditev. Namreč tehnološki razvod oziroma stavba je tehnološko povezana na način, da omogoča priklop sistema kamer v vseh teh produkcijskih prostorih oziroma teh javnih prostorih, in to seveda omogoča, da iz teh režij lahko dejansko ali prenašamo ali pa snemamo večkamerno dogodke, prireditve, nastope, produkcije ali pa oddaje, se pravi, in da to lahko potem poteka v živo. Prek končne režije se lahko tudi različni viri, ki so vsi potekajo v živo, potem v končni režiji tudi med njimi preklaplja in uporablja pač kot v končni režiji tudi posnetke iz omrežja oziroma iz diskov, tako da praktično lahko poteka tukaj tudi pač televizijski program v živo. Tako da seveda so tukaj vsi pomožni prostori, ki jih najbrž s Tomažem ne bova niti omenjali, vse te garderobe, ki so potrebne, pa pač še največja stiska je najbrž z fundusi, se pravi v tej stavbi smo, da bi lahko vse to omogočili, vse to delo in da ga povezali v smiselne celote. V teh prostorninah je umanjkal prostor za skladišča, predvsem scenskih elementov. In to je tisto, kar je pač bilo nekako žrtvovano. Res, da tudi ta fundus, ki ga ima akademija, že zdaj nismo imeli veliko prostora za njegovo hrambo, in tudi scenskih elementov v produkcijah, čeprav sproti nastajajo, so razmeroma, nekako bi rekel, zaradi finančne podhranjenosti niso to neki artefakti in zelo prilagodljivi elementi, pa vendar je pomembno, da so pri roki, ko nastajajo enostavnejše produkcije, tako da so seveda tukaj neka priročna skladišča in tako naprej, kjer se del teh elementov lahko ves čas nahaja. Za tisto trajno hrambo večje količine scenskih elementov pa še vedno ta stavba ne nudi rešitve. Zdaj, mene moram reči, da zelo veseli, da je mogoče v vseh produkcijskih prostorih tudi snemanje, se pravi tudi gledaliških, skozi to se mi zdaj je postala en tehnično vsaj enovit organizem, na tehnični ravni, ker zdaj se to prepletanje, tako kot bo seveda mogoče tudi neka čisto nova kvaliteta vaj in potem snemanj v tem studijskem našem delu, se pravi, bo lahko tudi naša televizijska tehnika pripomogla k kvalitetnejšemu snemanju in potem seveda tudi prezentiranju vseh gledaliških produkcij. Mislim, da to je ena izjemna kvaliteta, ker je nekaj drugega, če imaš ti tehniko, tako kot smo imeli do zdaj, ko smo morali pravzaprav zelo improvizirati za neko interno dokumentiranje. To bo zdaj pravzaprav vse posneto v broadcast kvaliteti in kot tako nam omogoča eno popolnoma novo raven komuniciranja tudi z javnostjo. Zdaj, mene zanima pri vseh vas, tu bom vključil tudi Igorja Koširja, ampak zdaj najprej se dajem besedo Tomažu, kje vi vidite razvojne potencijale tega novega prostorsko-tehničnega kompleksa? Kje vi vidite, kam lahko gremo naprej? Tomaž? Ja, mislim, da sta tu dve ravni, o kateri bih moral spregovoriti. Seveda mislim, da bo zdaj potreben nek kratek, ampak vseeno nek čas, da se v ta prostor umestimo, da ga spoznamo, začutimo mi kot akademija, ki smo se preselili. Potem sta pa tu dve ravni, o katerih mislim, da moramo že začeti govoriti in se na njih pripravljati. Prva je, kako pravzaprav vse te ločene programe, ki so se izvajali na 17 plus lokacijah po Ljubljani, ne združiti samo prostorsko, ampak tudi umetniško, intelektualno in jih začeti povezovati v neko enoto, skupnost. Na neki res od umetniške do intelektualne ravni. Se pravi, mislim, da
to je neko delo na noter, na sebi, na povezovanju kateder, oddelkov, programov, projektov in tako naprej. Drugi seveda je eno tako mogoče celo banalno vprašanje, kaj lahko akademija ponudi družbi. Se pravi, na prvi ravni mislim, da vsekakor je to, da bi akademija morala postati nek kulturno-umetniški center Univerze v Ljubljani. To vsekakor, tu sploh mislim, da ni debate, ampak mislim, da se ne smemo zadovoljiti samo s tem, ampak se moramo odpirati. V katero smer bomo šli, kako se bomo odpirali, je seveda tudi stvar neke debate, kako se bodo stvari odvijale, ampak mislim, da moramo dovoliti tudi drugim, da vstopijo v ta prostor, ga začnejo uporabljati, da se začnejo tudi neki drugi dogodki dogajati, ne samo naši, da to res postane nek center, nek pretišni prostor umetnosti. Zdaj se je pravzaprav ta center Ljubljane še razširil, mi smo na tem obrobju tega rimskega zidu, neka nova točka se je pojavila, en velik potencial je v njej in bilo bi zelo neumno, če ga ne bi izkoristili. Hvala, Tomaž. Kaj pravi Martin? No, jaz mogoče bom najprej tako zelo partikularen, se pravi, tisto, kar vidim še kot neko veliko razvojno priložnost ali pa celo dolžnost na področju audiovizualnega je seveda zvok. Mislim, da je to pač neka težnja, ki je bila že nekako izražena v pripravi bolonjskih programov, ampak zaradi kadrovske in prostorske podhranjenosti in zalogaja, ki bi to predstavljalo, seveda to ni bilo možno, kot ideja o nekem drugostopenjski smeri na drugostopenskem programu, se pravi oblikovanja zvoka, kakorkoli temu rečemo, v prvi vrsti za audiovizualne medije, pa tudi lahko bi bilo tudi širše. In to je tisto, kar zdaj ti prostori, ta tehnologija, ki bo tukaj na voljo, omogoča, da se to izvede in da je to še tista manjkajoča, če pogledamo verigo audiovizualne produkcije, to je še tisti element zunanji, ki edini ostaja nepokrit v našem produkcijskem smislu na akademiji. To je edini del, ki ga študenti sami trenutno ne morejo izvesti pri svojih delih. In smo pri tem seveda odvisni od zunanjih izvajalcev ali pa zunanjih sodelujočih. Kar pa seveda pomeni, da tudi v nekem vsebinskem smislu oblikovnem, če to delajo, se pravi, s svojimi rokami, s svojim delom, pomeni čist nek drug stik ali pa neko razumevanje te snovi ali pa tega področja. Tako da tukaj to je nek še ta preostali del, ki ostaja pravzaprav še iz leta 2008 iz koncepta bolonjske prenove nekako nepokrit in nekako se mi ga sam vidim osebno kot nek tak kratkoročen cilj, ki ga je treba nekako doseči. Zdaj pa v smislu tega, pa kar je Tomaž govoril, se pa lahko samo priključim k temu, se pravi k temu povezovalnemu elementu, pa k temu odpiranju navzven. Seveda res, da živimo zdaj v časih, ko je ta želja po publiki je nekako, pač jo moramo nekako potiskati še, dokler ne bojo razmere za to primerne, pa vendar končno lahko, se pravi, odpremo svoja vrata za publiko na način, da bo lahko ta publika tudi redno prisotna, seznanjena z našimi produkcijami, oziroma produkcijami naših študentov, z njihovim delom, z njihovimi umetniškimi potenciali, in to širša publika. In ne samo to, možno je mednarodno povezovanje. Mislim, če imaš svojo kinodvorano, lahko gostiš festival študentskega filma. Mi smo pač kot akademija desetletja bili vedno samo gostje na festivalih drugih akademij. Tu je zdaj možnost neke izmenjave, ker kot take stvari, kot so festivali, kot druženja, nekako pridejo k tebi, nimajo koristi samo tisti mladi avtori, ki prikažejo svoje filme, ampak če je to v tvojem okolju tudi vsa publika, torej celotna študentska populacija in širše in tako naprej, in si v stiku z nekimi gibanji in tako naprej. To dajem samo kot primer. Skratka, to neko odpiranje navzven, pa povezovanje različnih zvrsti znotraj pod isto streho ali pa umetniških praks, pa sodelovanje, ki je bilo do zdaj, moramo tudi to vedeti, do zdaj akademija ves čas nekako prosila zunanje
zunanje druge institucije za pomoč pri realizaciji svojih projektov, zdaj lahko ponudi tudi v ta pehar, lahko ponudi svoje prostore in to sodelovanje, v tem sodelovanju to sodelovanje ni več neko prošnja za pomoč, ampak je lahko dejansko kreativni izziv tudi za tiste, ki zunanje pozicije sodelujejo, in to lahko prinese do mislim, do še višje kakovosti v tem sodelovanju. Hvala, Martin. Igor, kako pa ti majčkeno od zunaj gledaš razvojne potenciale tega novega akademijskega kompleksa med Aškerčevo in Trubarjevo? Predvsem gre za to, da sta se končno zlili dve stvari, ki sta bili pravzaprav precej časa ločeni. Ne pozabiti, ne nazadnje Akademija za gledališče, radio, film in televizijo ni prva šola, ni bila prva šola za film v Sloveniji, prva resna in to izvrstna šola je bila ustanovljena leta 1948 v času prve petletke. Po Bologni se združi ta snovni del, to se pravi šolanje snemalcev in tako naprej z režiserji in dramaturgi in naj bi nastala neka nova celota, silno dragocena in silno pomembna, kar pa seveda zna zbuditi spet prvič zavist, drugič mogoče tudi kakšno škodoželjnost ali pa se bodo komu začele cediti sline po tem, kar ste pravzaprav, moram reči, da izvrstno gori postavili, kot bi rekli v kranjskih komedijantih. To je pa spet majhen del tiste črne barve, o kateri sem na začetku govoril. Jaz sem razumel poanto, predvsem Tomaževo in Martinovo, da pravzaprav pri tem razvojnem potencialu akademije gre na eni strani za prežemanje programov navznoter, to se pravi za eno novo raz za prežemanje. Tukaj bo seveda potrebno premagati kar nekaj ovir, kajti do zdaj smo torej 70 in še več let živeli v nekem bistvu prisilnem jopiču. In zdaj se bo to naše akademsko telo moralo osvoboditi tega prisilnega jopiča, ne samo fizično, ampak tudi duhovno. In drugi seveda eno odpiranje navzven, ker torej mi prehajamo iz tega, ki nenehno prosjači za neke milostne drobtinice, v to, da postanemo pravzaprav aktiven dejavnik, recimo temu umetniške, kulturne produkcije, ne samo v središču Ljubljane, ampak dejansko tudi v središču teh novih študentskih populacij, ki bojo potem to energijo, s katero bojo lahko tukaj se nekako napolnile s to neko senzibiliteto, ki jo bojo rešile s to novo kultiviranost in potem nosile v vse slovenski prostor. Se mi zdi, da to je en fenomenalen potencial. So pa jasno, da so izzivi. Na prvem mestu je seveda zagotovo glede na situacijo, v kateri smo zdaj, izziv, kako bomo mi pravzaprav, v kakem odnosu bo oblast do univerze, do umetnosti, do kulture. In če se nam obeta nadaljevanje trendov, kot jih imamo zdaj, potem mislim, da se bomo imeli še zakaj boriti. To je prva stvar. Druga stvar so pa potem taki, bom rekel, ne banalni, ampak vendarle realni problemi, vprašanje razseljenosti. Se pravi, Trubarjeva, Aškerčeva vendarle predstavlja približno 15 minut peš hoje, se pravi, urnike bomo že organizirali, ampak čisto zato, da ne bi razpadli. To imaš ti v perspektivi, kako vizijo, se nam kaj obeta, bomo se še kaj premikali v naslednjih, ne vem, recimo 10-15 letih. Imaš tu kak predoinformacijo, malo nas razsvetli, prosim te. Ja, seveda imam informacije, misli, ideje, ki so pa še zelo nepotrjene, tako da se še lahko marsikaj zgodi, ker to, kot si sam rekel, govorimo o obdobju nekih 10, mogoče celo 15 let. Jasno je, da se bazen naravoslovno-tehničnih fakultet, ki je sedaj v Rožni dolini, širi, poglablja in so načrti, da bi se iz Aškerčeve še kakšna fakulteta preselila v Rožno dolino. S tem bi se pravzaprav odprli pogoji, da se Trubarjeva preseli na Aškerčevo in se s tem seveda ne stopi s to zgradbo na Aškerčevi 5, ampak se ji približa na
par 10 metrov in pravzaprav bi potem to postal en zaokrožen, enovit kompleks. Odlično. Se pravi, imamo svetle perspektive, kakorkoli obračamo. Dela in protestov bo še veliko. Ok, tukaj smo, ne? Ja. Drage poslušalke, dragi poslušalci, mislim, da smo vam v tem ne tako obsežnem času vendarle nekoliko osvetlili novo situacijo z Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. Tukaj smo bili skupaj na podcastu Društva slovenskih režiserjev Filmarija v epizodi Na svoji zemlji. Bili smo z vami dekan Akademije Tomaž Gubenšek, zaslužni profesor Igor Košir, docent Martin Srebotnjak in profesor Miran Zupanič, ki je to oddajico moderiral. Hvala vsem, ki ste bili danes z nami, hvala vsem, ki nas poslušate. Ostanite še naprej na podcastih Filmarije. Pozdravljeni. Podcast Filmarija izdaja Društvo slovenskih režiserjev s podporo Slovenskega filmskega centra Javne agencije Republike Slovenije. Producentka Zala Opara, tehnična izvedba Luka Marčetič. Vabljeni na spletne dogodke, ki jih organizira Društvo slovenskih režiserjev, tako da si kar pripravite svinčnike in koledarje. Danes, 15.12. ob 20. uri, scenarnica ABC z mednarodno uveljavljenim strokovnjakom za branje in analizo scenarijev s Kristjanom Ruthom. Jutri, 16.12. ob 20. uri, večer DSR in DSI, režiserka Urša Menart in igralka Nika Rozman se bosta pogovarjali o odnosu režiser-igralec. V nedeljo 20.12. ob 20. uri bo na portalu RTV Slo spet na ogled film s komentiranjem v živo pod njenim oknom. Sogovornika sta režiser Metod Pevec in izpraševalec Miha Hočevar. Hvala za posluh in do naslednjič.